Živimo v zelo živahnih ali pa kar kaotičnih časih, zato je toliko pomembnejše, da se doma počutimo dobro in sproščeno. Stanovanje, ki vam ga pokažemo, mora nuditi zavetje družini s specifičnim življenjskim slogom in izdelanim okusom. Arhitektki sta izkoristili priložnost in k projektu pristopili že med gradnjo. In tukaj so rezultati. Tole prijetno sodobno stanovanje blizu središča Ljubljane v določenih elementih ponuja hotelsko udobje. Kar ni čudno, saj je mlada družina ves čas razpeta med dvema domovoma. Eden je na severu Evrope, eden pa tukajle v Ljubljani. Nina in Mateja, živijo. Živijo. Sodelovanje s tem investitorjem ni vajino prvo. Res je, že pred leti smo delali eno stanovanje za gospodično lastnico. Takrat je bila ona še sama, zdaj po novem ima pa partnerja in hčerkico. In torej so potrebovali nov dom, ki bo akomodiral vse njihove nove želje in tudi nove estetske preference. Za kakšne vrste lastnike gre? Tukaj stalno živijo ali ne? Ne, oni so razpeti med tujino in Slovenijo, tako da tukaj živijo samo polovico leta. Vseeno so si pa želeli nek udoben dom, ki jim bo omogočal sproščeno bivanje in bo mogoče na določene aspekte malo spominjal na hotelsko suito. Glede komunikacije imamo tukaj eno čisto posebno navezo, in sicer lastnik na severu Evrope, Nina, ena arhitektka na Kitajskem in druga arhitektka tukaj v Ljubljani. Povejte, zelo nas zanima, kako je potekalo vse to. Ja, to je zdaj realnost današnjega bivanja, spletna komunikacija. Z Matejo sva že zelo igran tim, že nekaj let tako delava, da sem jaz fizično odsotna, tako da ona skrbi za izvedben del, terenski del gradbišča, jaz pa sodelujem v fazi načrtovanja projektov. Tokrat je bilo pa to še malo bolj posebno, ker so tudi investitorji bili cel čas načrtovanja in izvedbe tega projekta v tujini. Stanovanje smo videli skupaj samo enkrat, ko je bilo še v bistvu, objekt je bil še v gradnji in potem smo vse delali nekako nadaljavo, razen Mateje. Ja, jaz sem imela čas, da sem ta projekt spremljala od začetka do konca in sem imela cel nadzor nad izvajalci. Tako da sem imela kontakt samo jaz z njimi in družina je prišla v stanovanje, ko je bilo popolnoma opremljeno. Mogoče nekaterih manjših stvari še ni bilo. No. A to pomeni tudi kakšne čudne nočne ure za komunikacijo, glede na to, da je bila Nina na res drugem koncu planeta? Čudne nočne ure so bile samo med nama, kdaj, zaradi tega, ker je taka časovna razdalja. Kar se tiče pa izvajalcev, so bile pa čudne ure samo zato, ker je bil ravno čas pred božičnimi prazniki in je vse potekalo kar malo na tesno, tako da smo kdaj tudi kakšno soboto, nedeljo preživeli tukaj. Praznični december na gradbišču. Ja, tako nekako. Stanovanje je del večstanovanjske novogradnje, tako da večji posegi v tloris niso bili potrebni, saj je zasnovano za sodoben način bivanja. Vendar sta arhitektki izkoristili priložnost, da sta lahko k projektu pristopili še med gradnjo. Tako sta imeli možnost prilagajanja tlorisa in izbire končnih materialov za tlake, ter se namesto za 2 kopalnici odločili za večjo luksuzno, v kateri bo prostor tudi za savno. Pri notranji opremi sta arhitektki sledili svojemu načinu dela, pri katerem večje vgradne kose pohištva predvidita v izčiščenih linijah in nevtralnih barvah. Tako lahko pozneje dodajata posamezne kose pohištva, ki so drznejši v obliki, barvi ali vzorcih. Tak način opremljanja omogoča investitorjem, da stanovanje sorazmerno hitro stilsko osvežijo. Tako se z novimi dodatki za dom zlahka upoštevajo novi trendi ali spremenjen okus stanovalcev. Monokromatsko barvno shemo sta omehčali z uporabo poudarjenih tekstur. Te najdemo povsod po stanovanju. Mehka preproga, televizijska kredenca s teksturirano sprednjo fronto, oblazinjeno posteljno vzglavje in žametne zavese. S tankimi prosojnimi zavesami v dnevnem prostoru sta obenem zakrili oziroma zabrisali tudi poglede na sosednje hiše. Prav posebno igriv in zabaven prostor pa je otroška soba. Ja, tako je. Otroška soba je čisto posebna. Saj deluje, kot da ni del stanovanja, ker ima tudi drugačne barve. Nismo upoštevali tako zelo monokromatskih. Saj smo poslušali želje uporabnice.
čeprav je še zelo majhna. Sledili smo Montessori metodi in smo večinoma zasnovali pohištvo v višini otroka. Seveda smo dali tukaj tudi vgradne omare, smo pa uporabili tudi spalno nišo, da se otrok počuti bolj varno v njej. Torej, ena izmed značilnosti tega stanovanja so bili tudi zelo tesni, omejeni časovni roki. V kakšnem časovnem okvirju tukaj govorimo, odkar so oni to videli kot še neurejeno stanovanje, pa potem do končne podobe? Konec poletja smo bili tukaj na gradbišču. Potem pa je prišla investitorka sama dvakrat, ampak to bolj proti koncu, se pravi v decembru. Konec decembra pa so se vselili za novoletne praznike. Stanovanje so pa zelo dobro stestirali v korona času, ki so ga preživeli tukaj, tako da funkcionira in deluje dobro. To je zelo dober test. In zelo so zadovoljni Ja, z njim. niso se ločili.